Pozdravljeni, sem Martina in tukaj je danes z mano Tara Rabinič, mlada umetnica, ki se predstavlja na novem Webnoxu. Zdravo, Tara. Zdaj pa mene zanima, če bi morda želela povedati, kako se je začela tvoja ustvarjalna pot. Nekaj več o tem, kako si začela ustvarjati, čeprav razumem, je to zelo nedavn začetek. Ja, ne vem, v bistvu sem risala že odkar sem bila majhna in sem bila vedno tako nekako znana potem med prijatelji. Ampak nikoli nisem res aktivno se ukvarjala s tem in pa šele med karanteno. Sploh ne vem, kako se je začelo, ampak sem samo začela risati. In pol sem začela risati tako vsak dan. In pol sem postala malo odvisna od tega. Tako da zdaj ne moram več nehati. Dobra odvisnost. Ja, ful dobra. Tudi z galerijo si sodelovala glede mentorstva. Bi mogoče želela povedati, kako je do tega prišla? Z galerijo Ravnikar. Aha. Ja, naredili so razpis prek interneta in sem se prijavila za tako mlade umetnike pa začetnike. In pa sem imela pogovor z lastnico galerije Topijera Ravnikar. In smo imeli en tak dolg pogovor o tem, kako sploh začetka umetnika, kaj sploh rabiš. In me nekako ful prizemljil, ker je v bistvu to zelo težka stvar, tako samozaposleni v kulturi pa tako. Ja. In res se rabiš znati prodati pa tako nekako funkcionirati sploh v tem svetu. Je pa super za eno tako izkušnjo. Ja. Zdaj ustvarjaš tudi v več tehnikah. V katerih tehnikah ustvarjaš, pa katera ti je mogoče najljubša? Pa v kateri bi še želela ustvarjati mogoče vnaprej? Ja, jaz sem v bistvu zdaj ustvarila samo pač z barvicami pa z oljnimi barvami. Z oljnimi barvami ful več časa, tako kakšno leto pa pol. In mi v bistvu ful paše. Samo ful v bistvu neprofesionalno z njimi delam, tako brez tega spodnjega sloja pa brez kakšne skice, tako zelo laično. Tako Po inspiraciji. Ja, po inspiraciji. Ampak ja, definitivno bom še ustvarjala z oljnimi barvami, ful mi pašejo. Ampak zadnje čase pa ful bolj raziskujem na kakšne druge stvari slikati, tako steklo bi zelo rada probala, ali pa tako slikam na neke rulete stare, ali pa tako na Pluto, na primer, tako. Take netipične stvari dosti. Tako da to bi rada raziskovala. Ful dobro. Zdaj pa, kaj bi morda želela s svojimi deli sporočiti? Jaz sem najbolj izrazito opazila pri tvojih delih res zelo izrazit moder kolorit. Modro barvo kožo, je mogoče to kakšna simbolika za melanholijo ali kaj drugega? Kaj v bistvu sporočaš s svojimi deli? Ne vem, kaj sporočam. Vem, kaj izražam z njimi, kaj dajem ven. Ja, definitivno je modra neka barva žalosti. Ne vem, modra me samo ful privlači, tako ful najbolj mi je udobna. Ampak res je žalostna, pa ne vem, z njo izražam ful, tako najbolj mi naravno pride modra barva. Malo sem se izgubila, ne vem, kaj bi rada povedala. Zdi se mi, da samo ful veliko govorim tako o osamljenosti pa otroštvu pa o ne vem, tako nekako hočem izraziti svoje čustva brez besed. In to z oljnimi barvami lahko delam ful intenzivno, ker so zelo intenzivne barve. Se mi zdi, da se to dosti čuti v mojih slikah. Ampak ja. Ja, v bistvu tudi pri gledalcih, vsaj pri meni osebno, zelo močne emocije v bistvu sprožijo tvoja dela. Res? Tudi kompozicija, že sama simbolika, motivika, uporaba barv, tako res sproži zelo močno reakcijo na nek način, na dober način seveda. Dobro je, da dela izražajo pač čustva, ne, ker jim doda dodano vrednost. In to se mi zdi res super pri tvojih delih. Zdaj pa, tako si že malo se navezala na to, mlada umetnica si na začetku svoje poti. Kako vidiš sceno v Sloveniji nasploh? Pač mislite, da imate mladi umetniki dovolj priložnosti? Mogoče kaj več o tem?
Ja, ne vem, ne bi rekla, mogoče prijavila sem se še na eno mentorstvo, ki bi pa trajalo 5 tednov v neki galeriji z vami v Mariboru. In so me že sprejeli, ampak pol nisem mogla sodelovati z njimi, zaradi tega, ker sem bila premlada, ker nisem imela univerzitetne izobrazbe, kar ful razumem, zaradi tega, ker je bilo to mentorstvo res za naprednejše umetnike, pa za nekoga, ki bo dejansko poklicno šel v to. Ampak ne vem, zdi se mi, da je ful velikokrat pogoj, da si ali nad 18, ali da imaš akademijo končano, ali pa kjerkoli univerzo, kar me dosti omejuje. Mislim, na nek način to tudi razumem, ampak se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi imeli, če bi veliko več galerij ne imeli takih omejitev, pa sprejemali kakršnekoli umetnike. Drugače mi pa zdi, da, ne vem, umetniška scena v Sloveniji je dosti majhna in se mi zdi, da se ena in ista imena ponavljajo ves čas in da je tudi zato težko malo uspeti, ker je veliko, ne vem, že ljudi integriranih v to. Ampak ja, na splošno mi je pa všeč scena tukaj. Tako, zdi se mi, da kljub temu pa je veliko galerij, ki sodelujejo z mladimi, pa da je veliko možnosti, pa da se ljudje trudijo, pa da nekako tudi, da vlada ne podpira toliko umetnikov, se mi zdi, da se galerije dosti dobro borijo proti temu, pa da se še zmeraj trudijo. Ja, to je res, ja. Žal so trenutne razmere takšne, da se nam umetnost zelo malo da v tem političnem aspektu, ampak se pa pač vsi, ko smo v kulturi, v bistvu trudimo, da bi približali to ljudem, ker je v bistvu zelo pomembna in za narod nasploh in tudi pač za vsakega posameznika, ne. Ja, in jaz, ko spremljam te galerije, tako res se trudijo, pa res vam tudi uspeva, no, se približati ljudem. Ja, hvala za to. Jaz se tudi strinjam, da bi bilo dobro, da tudi katere galerije morda bi imele manj omejitev glede izobrazbe. Vsekakor menim, da si na zelo dobri poti. Vesela sem, da lahko sodelujem s tabo. Hvala ti za ta pogovor. Seveda ti v celotni ekipi galerije Medianox želim ogromno uspeha na nadaljnji poti. Pa mogoče še eno zadnje vprašanje, kaj je morda tvoj cilj v naslednjem letu? Kakšen umetniški? Ne vem, zdaj bom imela to galerijo v dobri vagi in upam, da bo to pomenilo, da bom lahko to začela prodajati printe svojih del. Pa zelo rada bi imela še kakšno razstavo, no. Rada bi pokazala svoja dela, pa ne vem, samo da se moje ime malo utrdi v tem umetniškem svetu. Ja, absolutno. Hvala ti za tvoj čas še enkrat v celotni ekipi. V imenu celotne ekipe ful sreče, pa se slišimo in se spremljamo. Ok, adijo.